zaradi hrane. Ne smemo preveč zamujati, pa kar enih 17 vprašanj imamo, tako da bomo šli čez njih. Torej, zdaj, Jadranko Juras verjetno poznate. Je pevka, dolgoletna veganka, zelo tudi aktivna na živalovarstveni sceni. Tudi v društvu Lajka je ena od ustanovnih članov. Okay. Ja. Potem imamo danes tudi Klemna Kovačca. On je danes z nami, upam, da bom sklanjala prav najga imena. Ok, super, to mi je všeč. Torej, Klemen je danes z nami kot mentor veganskega izziva, pa tudi rastura, kar se tiče dvigovanja uteži, ker je glih pred kratkim osvojil srebrno medaljo, pokal, nekaj od tega. Na državnem olimpijskem tekmovanju v dvigovanju uteži. Saj vam bo še sam se pohvalil, kaj točno je dvignil, pa kolikrat. Okay. Pa imamo pa še Samo Krefta, se pravi, Samo je pa z nami kot farmacevt, pa strokovnjak za zdravilne rastline, zelo aktiven je pa tudi na področju v bistvu spremembe, sistemskih sprememb v bistvu, no, ker je v svetu za prehrano, pa tudi član skupine za te nove prehranske smernice, ki bodo tudi vključevale element trajnosti, tako da zelo pomembna zadeva. Zdaj pa bi se kar lotila v bistvu prvega vprašanja. Tako da bi za začetek mogoče kar predlagala, da se publiki v bistvu na kratko predstavimo, zdaj ne samo s temi nazivi, ki sem jih ravno kar navedla, ampak mogoče tudi bi me zanimala vaša zgodba, kako ste se srečali z veganstvom, pa kako se je mogoče vaša pot potem naprej razvila. A gremo kar po vrsti od mene pa do konca, pa bomo pol malo menjali vmes. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Moja pot se je začela tako, da nisem gledala kot gospod v dokumentarcu nobenih posnetkov groznih izklavenc in siceršnjega izkoriščanja, zlorabljanja in ubijanja živali, ampak enostavno iz vegetarijanstva mi je pač preklopalo v veganstvo, s tem, da je bil vmes tudi nazaj na karnivorski način življenja med vegetarijanstvom in veganstvom. En dan sem gledala eno reklamo o tem, kako izkoriščamo oziroma uničujemo amazonski pragozd na National Geographic, skratka, in takrat mi je pač enostavno preklopil. Verjetno je seveda bila to posledica večletnega razmišljanja v to smer, pa je sam naredil preklop in je bilo to, tako da je to zdaj že 20 let. To je to. In poti nazaj ni, ko enkrat veš, ko ti naredi zares preklop, poti ni nazaj. Ja. Jaz sem se srečal z veganstvom v bistvu v kombinaciji športa in osebnostnega razvoja. In nekako sem spoznaval te prakse, kako biti čuječen, se čutiti samega sebe, biti napreden kot človek. In se mi je hitro pri prvem obroku vse skupaj ustavilo, ker sem začel razmišljati, če zdaj dobim cmok v grlo. Ko se spomnim, da sem na krožniku videl kri in mi je šlo kar na jok, da sem kaj hitro nehal. In ker sem se ukvarjal dosti z športom in prehrano športno, sem našel način, da lahko to spremenim. Sem imel podporo in dobro okolje. Slovenija je res dobra glede tega. Na vsakem koraku, to je bilo leta 2019, dokumentarci so bili na voljo na vseh platformah, podpora na internetu, sicer malo manj živo, ampak se je dalo narediti ta korak in zaživeti nekaj novega. Je bil to tudi nek izziv, sicer brez veganskega izziva, mi je uspelo, ampak potem se zdaj vsako leto prijavim, da dobim te novice noti, je super. Jaz se vsako leto prijavim na veganski izziv, tako da vas vse tudi vabim, da se tudi vi vsako leto privabite. Sploh zdaj, ko so novi recepti. Jaz sem se relativno pozno, nekaj pred 7 leti, pa iz nenavadnega razloga, nisem začel z etiko, tako kot bi bilo
recimo najbolj klasično za srečevanje z veganstvom, ampak s hrano. In kakor je včasih, ko se nekdo odloči, da se bo se tudi prehranjeval vegansko, se mu kaj zakomplicira. Recimo, jaz sem pa iz enostavnosti, tako kakor se malo protislavno sliši. In sicer, no, tako je bilo. V službi sem se odločil, da bom enkrat na teden počastil vse kolege, da bom nekaj skuhal. In se je skazalo, da je najboljše, da kuham vegansko, čeprav noben izmed njih ni bil vegan. Sam eden je bil vegetarijanec, ni jedel mlečnih izdelkov, en tako en drugačen, potem sem rekel, bom kuhal vegansko. In potem, ko sem to komu razlagal, pa se je nanesla beseda na tiste klasične stereotipe, da je to pa enolično, pa ni hranilno polnovredno, pa je drago, pa tako naprej. In sem rekel, da sem pa tukaj vztrajal, zato da dokažem, da nimajo prav. In sem takrat potem tudi s kolegico začela Lačna bučka, spletna stran, da še online dokazujeva, da to ni res. In takrat, ko sem že imel to spletno stran, sem pa rekel, pa se pa spodobno, jaz ne bom samo takrat enkrat na teden, ko kuham za kolege iz tega praktičnega razloga, ampak da tudi sicer se prehranjujem vegansko in pač tudi vse ostalo, kar je zraven oblačenje in tako naprej. Tako, ja, tak nenavadno. Super, zelo raznolike zgodbe, to je vedno dobro slišati, no, da se tudi udeleženci pa poslušalci potem najdejo v tem. Kakšen je pa vaš splošen vtis o filmu? Kaj vam je mogoče bilo v njem posebno všeč, v smislu, da je bilo majčkrat drugače, kot je ponavadi v dokumentarnih filmih? Se lahko samo kar ti začneš, pa gremo pol nazaj. Ja, splošen vtis, tako umetniški, zelo fajn, tako gledljiv film, tako, da ima hkrati in neko dokumentarno in umetniško vrednost. Tako se mi zdi tak lep spoj. Tako, če pa malo pokritiziram, no, mogoče bi pa tako, tole reševanje teh posameznikov, ne vem, nisem nič pokazali, po kakšnem ključu so zbrali, zakaj glih tistega dva pujska izmed tisočev, ki grejo vsak dan v klavnice, ne, tako, to recimo se mi zdi tako mogoče malo podcukrano, hollywoodsko, no. Ampak je pa lepo pasati, ne, zato da so... Ja, mislim, da sta imela sam cilj, ni pa to bilo zdaj neki sredi noči, gremo nekoga potegniti ven iz kletke, ne, pač mislim, da sta se kar zmenila, pač je to. Ja. Lep element, ampak ja. Ja, že dolgo nisem pogledal dokumentarca o veganstvu, pa mi je danes prav pasalo. In mislim, da še bom kdaj ga pogledal zdaj ponovno, ker vedno pač kažejo te stvari grozne in to sem že vse videl in ne želim vse vem in nočem več ponovno zbujati tega. Tako da to, da ni bilo not teh scen, mi je bilo vredno. Super je tak sproščen dokumentarec, kljub temu, da ti sproži neka počutja, nelagodja, se da ga pogledati od začetka do konca sproščeno in smirno vestjo in potem lahko srečen. Pa da dosti je pokazano bilo svetle prihodnosti, pa da je prihodnost zdaj in da živimo in da je ta svetlost tudi zdaj med nami. Me veseli, da smo lahko skupaj tukaj in da smo del tega, da lahko veganstvo skupaj prakticiramo na tak nenasiljen način. V bistvu je to neka, se mi zdi kot neka globalna revolucija, ki ne potrebuje nasilja, ker se pač zgodi, ne. Če ne ješ in ni več potrebe, da se proizvaja. To je vse, kar naredimo in nenasilna komunikacija in nenasilna akcija, to smo mi, ne. Upam, da bo tako naprej. Ja, dokumentarc pač ni bil toliko dokumentarc, zaradi tega, ker mogoče bi lahko vseboval več podatkov in ko jih vidimo od drugih, ampak imamo zato tudi druge dokumentarce, pač sledil je temu načrtu, kar je rekel, da ne bo pridigal in da ne bo obsojal. Tako da meni osebno je vedno zadoščenje videti in tudi zelo čustveno mi je vedno gledati dokumentarce, kjer vidim ljudi, ki mislijo čisto podoben kot jaz, oziroma isto lahko rečem in vidiš, da so čisto čez iste občutke grejo in pa rateš malo čustven vedno, vsakič znova. Tako da ja, pač z tega vidika, da veš, da te ljudje obstajajo in da pač nisi edini in da
ki se tako počuti, to je vedno dobro gledati, da se ti to potrdi, da mogoče se stvari vsem premikajo, čeprav se ti zelo pogosto zdi, da se ne. Ja, mislim, zelo sta posrečena, no, pač tudi te razne prijateljske šale vmes, meni so kar popestrile, pa to, da sta se dva režiserja dejansko tega lotila in pol še mičkam behind the scenes teh situacij. Tako da ja, sej v originalu bi mogla celo prideti na tole okroglo mizo, pa se nam pridružiti, ampak žal je bolezen prišla vmes, neka gripa, ki žal je onemogočila to, ampak mogoče v kakšni drugi priložnosti, zdaj, ko smo prevedli. Ful sta fajn tudi tako, no. Film sta brezplačno nam dovolila predvajati, a ne, pač je v bistvu bila za vsak naš predlog, tako da res pohvale tudi za tem kadrom, ki ste ga videli. Zdaj, film se mogoče začne z obujanjem spominov, kako je eden od režiserjev vedno bil precej aktiven zagovornik pravic živali, ampak jih je v bistvu kljub temu še jedel. Tako da v bistvu pogovoru potem omenjata neke vrste steno, ki jo imajo nekateri ljubitelji živali, ki pa kljub temu, da rečejo, da so ljubitelji, jejo meso brez, da bi kaj razmišljajo več o tem, a ne. Mogoče poznate ta pojav, mogoče Jadranka bi ti razložila? Ja, ta pojav je zelo pogost. Najbolj zanimivo je bilo zadnjič, ko smo imeli neko zasebno večerjo z nekim gurujem, so me povabili, nisem jaz v tisti skupnosti, ampak so me čisto povabili, zato ker je guru slovenske sledilce nagovoril, da se morajo bolj zavzemati tudi za pravice živali, a ne. In ko je on pristopil k meni, ko nas je spoznaval, je rekel, ti pač si aktivna na področju pravic živali, pa je rekel, a ješ živali? To je me vprašal, sem rekel, ne, sem veganka že toliko in toliko let. In je rekel, ja, hvala, ker zelo veliko ljudi, ki jih spoznam, ki se zavzemajo za pravice živali ali pa pač dobrobit živali, pravzaprav niso vegani, ne? Ampak jaz mislim, da bi to mogla biti osnova, če se zavzemaš za pravice živali, ker ne moreš drugmu razlagati, da naj ničesa ne dela, kar ti delaš. Ampak tukaj gre v bistvu za kognitivno disonanco, ne? Potem ti veš, da nekaj ni v redu, ampak še zmeraj to delaš, ker pač ni v skladu s tvojim prepričanjem. In to se dostikrat v društvih dogaja, da člani društev za zaščito živali pravzaprav, predvsem, ker gre za zaščito hišnih živali, ne razmišljajo o tem, da pa mogoče bi bilo fajn, če ne bi jedli živali. In seveda velikokrat se nam pojavlja to, kar je bilo tudi v dokumentarcu omenjen, da ko gre za mačke in pse, se nam zdi nepredstavljivo, da bi jih klali in jedli, in ko gre za druge živali, katere smo mi določili, da jih jemo, je pa to nekaj čisto normalnega za večino ljudi, naravnega in nujnega. In v bistvu zelo obsojamo in podpisujemo peticije, kakšni so Azijci, ki jejo pse in mačke, da je to demonsko, barbarsko. Po drugi strani pa vem, ker sem imela enkrat soočenje z eno Korejko, ko sem študirala v tujini in sem vedela, da sem prišla na ta tečaj nemščine res slabe bolje, ker je bila ona tam in neki smo se pogovarjali o hrani, sem rekla, kako lahko jeste pse. In ona mene samo pogledala in rekla, kako lahko pa vi jeste prašiče. In to je bilo to in je imela čisto prav. Ja, a ima še kdo od vaju, ki je za pripomen do te tematike, ali gremo naprej? Ja, jaz bi samo to, da ta zid, ne sem recimo pri ljubiteljih živali, takih ekstra, ki se zavzemajo, pa potem naredijo to disonanco in ne pomislijo, da ni lepo, pa da jih pa gledajo. Tudi pri ostalih, recimo, jaz nisem bil nikoli tako ljubitelj živali, nikoli si nisem že doma želel imeti mačke, psa. Skratka, tudi ena punca je rekla, da si vsak vegan želi, da bi imel zavetišče doma. Jaz ne. Ampak kljub temu, da nisem ljubitelj živali, sem pa normalen človek in vsak normalen človek mu je jasno, da brez potrebe ubijati in mučiti živali ni prav. Tako da mislim, da sploh ni treba biti ljubitelj živali, da se strinjaš s to tradicijo, da ubijanje in mučenje živali brez potrebe ni prav. Ampak zdaj pa samo vprašanje, a je potreba, in tle nekako, tle pa nočemo do konca speljati misli, ali res mislimo, da je potreba, da smo toliko nepodučeni, ali pa nočemo tega miselnega preskoka narediti, recimo, če se zavedamo, da pač ni potrebno. Ja, se mi zdi, da ta zid mičkam pomagajo zgraditi tudi družina, šola in celoten naš upbringing, kako odraščanje.
Tako da ga moramo v bistvu opaziti, pa pol začeti rušiti. A ne. Ja, se strinjam, nikakor ni to samo v društvih, ampak v bistvu je to pri vseh, kar rečejo, jaz imam pa rad živali, a ne, pač. Ja, Če jih nimam, ne. ja, no, pa tudi, ja. Jaz, ki nisem ljubitelj živali, še Ja, vedno ni prav, da se jih ubija Ja. ali muči. Seveda, ja. Zdaj, v filmu se sledi skupini ljudi, ki se lotijo v bistvu dosti podobnega veganskega izziva kot marsikdo tukaj v dvorani. A ste pri njih opazili kakšno situacijo podobno svojim začetkom ali pa mogoče kakšno reakcijo, ki ste jo opazili pri svojih bližnjih, znancih, ki so se lotili tazga izziva ali pa sami odločili, nujno, da je bil izziv? Kdo želi začeti? Ja, veliko podobnih izkušenj smo doživeli kot tukaj na filmu. Predvsem to nesprejemanje. Veliko se ukvarjam s sprejemanjem, pa empatijo in temi obrambnimi mehanizmi. Nekako potem tem ljudem oprostiš in živi z njimi. Ni težke filozofije glede tega, da bi moral biti na slabši strani. Postaneš vegan, stojiš za tem, kaj si postal, neka tvoja nova verzija. In so zelo dobre izkušnje bile prikazane. Kar že po enem mesecu se odločijo, ja, to je to. In imam spomine še na to in prijetni spomini, ko veš, da je res to in da ne moreš več nič drugega narediti. Ker žival več ni hrana, je ne vidiš kot hrano in obrok in beljakovine, kakoli že želiš od nje dobitne. Tako da to več ni, ona ni več potreba po. Tako da ja, smem se poistovetiti zelo. Ja, jaz se težko poistovetim, ker 20 let nazaj ni bilo toliko izbira, ne, niti slučajno. In o veganstvu se ni govorili in veganstvo je bilo nekaj, kar je bilo totalno čudaško. Jaz sem imela srečo, da sem bila takrat v Avstriji, ker tam je bilo vse malo več sejtan, pa tofu, pa to, malo več se je dobilo, ampak res malo več. In sama sicer odpora strani ljudi in družbe nisem doživela neposredno, sem doživela pa velik odpor posredno, se pravi, do mene ni to prišlo, ampak sem pa videla, kakšne posledice doživljam zaradi tega, ker sem se pač zavzemala za pravice živali in za veganstvo. Pač postaneš kontroverzna oseba, ki je ljudem čudna, malo se te bojijo, ne vejo, kam bi te dali, pa seveda si tudi predmet posmeha, ne, ampak jaz mislim, da si predmet posmeha lahko vedno in samo pri tistih ljudeh, ki imajo, katerim se nekaj dogaja noter, jim že nekaj vest sporoča, da se jih to v bistvu dotakne do te mere, da se začnejo z tega norčevati, ne, pa se ti posmehujejo. Taki so najboljši kandidati, da bojo potem prešli tudi, da bojo spremenili svoje življenje. Tako da danes je veganske hrane veliko na voljo, mislim, se tudi včasih je bilo pač zelenjava, sadje, žita, s tem, da je danes več tega nadomestkov, no tega je, takrat tega sploh ni bilo, nadomestka sira, to ni obstajalo, nadomestki mesa, sejtan tofu, ampak si lahko sam sanjal o vseh drugih stvarih, zdaj pa tega v izobilju, mislim, da je prehod na veganstvo bistveno lažji, družba več tega ne obsoja, vegana srečaš praktično vsaki družbi en, ki je vegan, tako da ta prehod je danes res lažji. Pa cene so malo padle za kakšne stvari. Tofu, sojino mleko, vseno mleko. Ja, nič, gremo naprej. Mogoče vprašanje najprej za Samota, pa nam ti povej, kaj je pravzaprav glavnina veganske prehrane, a gre to za neke eksotične jedi, ali lahko vegansko jemo zelo podobno hrano, kot smo jo bili vajeni od prej? Zelo odvisno, kaj smo bili od prej vajeni, ne? Nekdo, ki je prej jedel samo hrenovke pa pomfri ali pa dunajca pa pomfri, če bo ta zdaj hrenovko odstranil iz svojega krožnika, bo v bistvu še najslabšem, kar se tiče hranjenosti in ne bo imel vseh teh zdravstvenih koristi. Tako da tak mora potem poseči po veganski hrenovki, ki pa je neka egzotika, šele zadnje leta se to dobi. Nekdo, ki se, recimo jaz sem pa imel lažji prehod, ker sem se že prej zdravo prehranjeval, prej sem jedel recimo ajdoto, tako kar rižoto sem brez ajdovo kašo, z obilo zelenjave, še s kakšnimi semeni.
Pa takrat sem dal še piščanca noter, ne. Potem sem samo tistega piščanca spustil in je bilo enako okusno kot s piščancem, enako hranljivo kot s piščancem. Res je bil povsem brez potrebe tisti piščanc. Mogoče sem si prej še parmezan čez dal, pa si ga pol nisem, ampak ni. Tako da, skratka, odvisno od česa izhajamo, lahko potem pristanemo čisto na teh jedeh iz osnovnih sestavin, če pa imamo večjo željo po okusu, po mesu, pač bomo pa mali bolj na te eksotike si občasno privoščiti. Zakaj pa ne? Klemen, kaj pa ti misliš, kakšne so kaj jedi v izzivu, pa recimo udeleženci misliš, da kuhajo dosti take jedi, ki so jih vajeni, ali? Ja, čisto odvisno od življenjskega stila. Tako kot si rekel, če so prej jedli hrano, kaj zdaj jedo, ne. Jaz sem imel tak prehod, ne, pač na internet pogledaš, kje je največ beljakovin, ne, ker se ukvarjaš športom, ne. Ok, rabim 30 plus, ok, skuham riž, dodam grah, sojin drobljenec mogoče, pa še sojine koščke suhe, pridem tam na 50 gramov. Ne, to pa je preveč, ne. Preveč beljakovin v veganskem obroku, nemogoče. Še enkrat preračunam res, ja preveč je, ne. Moram zmanjšati, moram dodati grah ali pa kakšne druge lečo ali kaj takega, ne. Tako da, čisto odvisno od posameznika, ne, kakšen življenjski stil ima, ne. Zdaj, če dosti mesa prej poje in burgerjev jih bo zdaj tudi pojedel, ne. Vsaj v tej neki tranziciji, ne, mu to odgovarja, ne. Tudi jaz zdaj rad pojem procesirano, zelo visoko procesirano vegansko hrano, ker me spominja na otroštvo mogoče, kakšne stvari iz vrtca ali pa, ko mi je babica pripravila, ne. To čustveno noto da in ja, to je to, ne. In uživam, ne, tudi takrat, ne, pri tej alternativi, ne. Všeč mi je bila v bistvu tvoja objava, kdaj smo imeli to včeraj ali kdaj, ker mislim, da si izračunal, da v bistvu tudi prehranaš, a ne, s tem, da v bistvu pokriješ vse beljakovine zlahka, pa da v bistvu so viri dosti poceni, ne, se pravi tofu, kaj sojine koščke se Ja, se polovico ceneje od mesa piščanča, živali piščanca. Pa to, ja. Kaj šele, če zbereš, ja. Saj kaj, sojini koščki 100 gramov je koliko nekih 80 centov na vrečka, nekaj takega, tako da to res... Rabiš pa mogoče marinado za piščanca. Ja, za čipico ali pa, ja, to je pa res. Ampak saj, za čipe pa, mora vsak imeti v kuhinji, ki si hoče kaj skuhati. Okej, nič, sta omenila rastlinske te mesne nadomestke, zdaj pač v bistvu so tudi to čisto fajn element prehrane, a ne, ki ga tudi v veganskem izzivu pogosto imajo v nakupovalni košarici, a ne, pač je ogromno zelenjave, sadja, žit seveda, potem tudi kakšna gobe, semena, oreščki, potem pa še kakšni taki elementi za tiste, ki si jih hočejo dodati, če pa komu ne paše, jih pa pač spusti. Zdaj v dokumentarcu so tudi pogledali, kako v bistvu govorili z tem, kaj je bil ustanovitelj, direktor Beyond Meata, a ne, ki ga tudi dobro poznamo, v Sloveniji se tudi dobi na marsikjerem meniju. In v bistvu so tudi v filmu pokazani te nadomestki kot dobra alternativa za vse tiste, ki pač imajo radi to teksturo, okus mesa, pa hkrati ne želijo škoditi ali živalim, ali okolju, ali sebi. A so takšni nadomestki boljši za zdravje ljudi, oziroma kateri tak izdelek se mogoče najpogosteje znajde tudi v vaših hladilnikih? Ja, te mesni nadomestki so hranilno kar v redu. Skratka, niso samo kulinarično nadomestki mesa, ampak so tudi hranilno. Skratka, imajo tudi primerljivo vsebnost beljakovin, pa približno enako maščob, s tem, da ne nasičenih maščob, ki so ampak nenasičene, torej te, ki so manj škodljive. Pa, ja, še vedno ima pa kar precej solid, kot tudi mesne, ne, tako da, kje pa je ta izraz mesne nadomestke, a sojine koščke imenujemo mesne nadomestke ali ne, konec koncev jaz delam pol filane paprike z lečo, leča pa je mesni nadomestek, tako.
No, ampak če sem rekel, da so hranilno gledano te mesne nadomestki, tudi ta bolj sprocesirani, čist ok, saj primerljivi z burgerji, oziroma boljši, ker nimajo nasičenih maščob. Moram pa povedati, da pri sirih pa žal še ni tako. Je pa velika večina sirov hranilno precej slabših, kot so pa te živalski siri. Že te niso prav zelo fajn, niso tako fajn, kot jih industrija oglašuje, ampak veganski nadomestki sirov so pa hranilno še slabši, ampak ni pa nič spet narobe, če jih uporabljamo. Občasno. Ja, mi zdaj, ko smo pisali zeleni priročnik za šolske kuhinje, no, smo tudi ta problem izpostavili, mislim, da še čakamo ful dobre sire. Te danes bojo fajn, ker so iz oreščkov večinsko, no. Ampak ja, tudi hranilno ureja, če so iz oreščkov. Tisti, ki so pa kokosova mast, pa škrob. Ja, tisti so pa v bistvu jih priporočamo tudi v izzivu kot priboljšek, ker roko na srce tudi živalski sir ni dobro tako jesti, kot jih jejo pač ljudje. Mislim, jaz prej sem jedla kot vegetarijanka toliko tega, da če pomislim za nazaj, res ni bila neka zdrava izbira tista. Pa tudi v bistvu izbire ni bilo, vedno, ko si šel v gostilno, je bil pohan sir. To je to. Imam še kdo od vas, mogoče kakšno priporočilo, kaj je najljubša zadevica, ki se znajde pri vas, ali je to Beyond ali kaj drugega? Jaz imam kar slovensko Juicy Marbles, najrajša, ampak pač zaradi cenovnih razlogov si pa kar Sonja koščka največkrat prvoščem. Ja, Juicy Marbles za praznike, ne? Je bila včasih pečenka iz ne vem česa, ne? Zdaj to. Pa tudi niso, ne vem, kaj potem dobri, ker preveč spominja na okus mesa mogoče, ne. Tako, imam pa srečo, da ne obžujem sirov, ne, ker ful ljudi reče, bi bil vegan, ampak sira pa ne morem dati stran. Ok, roka, pol pa samo sir je, ostalo pa sem prepovedal vegansko. Pa se vseeno ne odločijo, ne. Ni potem to glavno. Meni so med vsemi siri sajve, so mi pa res dobri, no. Pri sajveju nič ne pogrešam. Ostali so mi pa tista rezina med tisto zelenjavo, pa ne vem, kjer mi namazi, v bistvu ne bi niti vedela. Mislim, zdaj, če bi pa tako koščke prav jedla, ok, pač ni še to, ne, ampak sajve... Pa graška, ja. Ta čičerik in sir je tudi ful dober, ja. Oba dva sta iz čičerike, a ne. Mi imamo Beyond Meat, meni je super Beyond Meat, pa tudi dali smo enkrat enim otrokom jesti, ki niso vegani, niti blizu tega, ampak nista vedela, ne. To sta iz družine, kjer jejo samo meso, tako ne iz vegetarijanstva, ampak res. Mesojeci nista imela pojma, pa tudi ta drobljenc, no, to pa nam se ne manjka. Lavida. Ja, zaradi tega, ker jaz nisem izhajala iz vegetarijanske družine in mislim, da sem bila eden od družini, ena od bolj mesojedih članov. Moja mama bi znala povedati, da sem za veliko noč pojedla tudi po 8 jajc na dan in si nisem predstavljala kosila brez mesa, res, pa tudi mleka sem veliko popila, tako da moj prehod res ni bil zato, ker bi se mi uprl meso, ampak enostavno zato, ker se mi je prižgala lampa, da pač to, kar delamo živali, to tako ne gre. In če jaz zaradi tega ne bom umrla, ne obstaja noben dober izgovor, da nadaljujem s tem početjem. Tako da je bilo tudi meni zelo težko zaradi sira, ker pač sir na pici in sir in ta obsesija s sirom, seveda sir ima očitno nekaj v sebi, kar te naredi totalno odvisnega, ne. Ja, tako da to je res vedno izgovor siri, ampak mi doma kuhamo in filane paprike delamo joto, mislim, čist vse se da danes narediti. To, kar nas povezuje z otroštvom in s tem, kar smo naučeni tradicionalno, da jemo, štruklje dela, vse se da, res čisto vse se da danes narediti, ene stvari ni, ki jo ne bi mogel poveganiti. Ja, veliko takih receptov v bistvu bo tekom izziva boste spoznali, no. Noter so tudi recept za štrukle, čisto klasične, s katerimi boste zlahka, če ne poveste, novi ljudje niti vedeli, da so veganski, skuto si lahko sami naredite. Pač v bistvu vse te recepte boste dobili, ne vem, šunko, če boste kdaj hoteli delati iz sejtana, čičerike, je tudi noter recept, tako da vse še pride, vse še dobite vsak dan na mail.
Pa ja, jaz bi tudi v bistvu rekla, no, da je super v Sloveniji, ker imamo zelo veliko inovativnih podjetij, ki delajo v bistvu te izdelke. Se pravi, da imamo poleg teh osnovnih živil, rastlinskih, še veliko izbire pač na tem področju, tako da upam, da ta podjetja zdržijo, pa da napredujejo od raznih amazov, Vegedobro, graške. Veliko v bistvu izdelkov boste lahko danes na pogostitvi probali, pa boste tudi lahko poslikali, kaj je od koga, če še ne poznate, pa raziskovali naprej. Zdaj tekom filma smo spoznali kar nekaj športnikov na rastlinski pogon. Klemen, zdaj pa tvoj čas, pohvali se. Pred kratkim si dosegel impresivne rezultate na tekmovanju v dvigovanju uteži, pa nam povej kaj več o svojem dosežku. Mogoče gremo od začetka, kdaj sem začel tegovati. V dokumentarcu smo videli en primer tega tranzicije. To je zelo pomembno mogoče. Jaz sem od mogoče teh 12 let procesa dvigovanja uteži bil na polovici nekje spremenil. Vem, da se moj proces ni prekinil, da sem nadgrajeval, tako da sem med procesom, recimo zadnjih 6 let, lahko dosegal vse to, kar bi dosegal, če bi bil na mesni živalski prehrani. Največji problem športnika je to, da se obremenjuje s tem, da bo izgubil. Da bo izgubil moč, eksplozivnost, hitrost, marsikaj. Športnik rabi, ne samo to, kaj vidimo na televiziji, kaj zelo kompleksen človek je in nima časa spremeniti prehrane. Vse mu ne da. Jaz sem imel pač to priložnost, da sem imel majhno pauzo vmes in sem lahko začel tudi od začetka, ker zdaj pa en proces, začnimo trenirati, počepati, dvakratnih telesne teže, gremo dalje. In potem lani sem bil na državnem prvenstvu, leta 2016 nisem bil, takrat sem bil na mesni prehrani. Zdaj lani sem bil prvič po tolikih letih, sem bil, mislim, da 4., letos sem že drugi. Upam, da bom drugo leto prvi, da bo še več promocije za veganstvo iz tega nastalo, ker je tudi to moja motivacija mogoče zdaj. Ker nisem tekmovalen tip, se mi pač to zgodi, da tekmujem, ker tekmujem sam sabo, potem pa grem sam sabo tekmovati na oder in slučajno sem tam lahko competition zaključim, kot je treba. In kaj se dogaja pri mojih dvigih? Vse dobiti nad glavo, pomeni. V enem potegu dobiti nad glavo okoli 100 kg, imam neki cilj, tu nekje se blizu gibljem, je to vse nek proces, ki te vodi do tja. Drug dvig je nad glavo dobiti 120 kg, v dveh potezah, da si naložiš na ramo in potem še enkrat nad glavo. To je potem se sešteje in ti da rezultat in potem te razglasijo, kdo si pač v katerem rangu. Sem v kategoriji do 79 kg, pomeni, da imam 79 kg, včasih moram hujšati, če jih imam preveč, ali pa se zrediti mogoče za mojo lastno dobro, ampak tega praktično ne delam tako intenzivno, ker pač sem kdo sem, tudi lahko grem v višjo kategorijo ali pa nižje, če mi ni toliko pomembno, se ne obremenjujem. Tako da letos mi je uspelo se celo uvrstiti na Evropsko prvenstvo, Masters, ker sem star nad 40 let. In v Sloveniji nimamo Masters lige, to pomeni, da sem tekmoval z letniki 95, 96. Tako da sem bil označen kot velika konkurenca letnikov 95, kljub mojim letom. To je nekako na kratko. Veliko teh izkušenj z veganstvom, športom si že povedal. Mogoče, če opaziš kakšno prednost takšne prehrane, oziroma kakšne odzive dobivaš na tekmovanjih ali pa v fitness centrih, če kaj hodiš, ko omeniš, da si, ali pa ko nanese, da zvejo, da si vegan. Prednost, v bistvu te prednosti skrivam na nek način. V bistvu mi je narodno, V bistvu skrivam treninge, včasih. Preveč treniram, V bistvu delam tudi
rad imam funkcionalno vadbo, sem tudi trener funkcionalne vadbe pa olimpijskega dvigovanja tukaj. V našem klubu na Ptuju, kadar tudi v Ptuji, sem zdaj drugo leto komaj, imamo tekmovalce, tudi jih treniram, da bomo kaj dosegli še v prihodnjih letih. Ja, v bistvu poleti tekam, zjutraj tekam, naredim 5 do 10 km, popoldne imam trening, olimpijske dvigovanje teži počepam, 150 kg, mrtve dvige, delam 170, nalagam 100 kg, polno je, gimnastiko delam, atletiko, powerlifting tudi, benčamo, danes smo benčali. Ne zmanjka, energije dovolj. Wow, super. Ja, zdaj glede komentarjev, ok, v bistvu je zelo sprejeta stvar v mojih krogih, kamkoli pridem, katerokoli telovadnico, to ni nič čudnega več, ker so znani športniki zelo popularni in vsi poznajo te vegan athletes, so tako dobri in vsi jih kažejo, glej, nič, kaj delajo, neverjetno, kako je to mogoče. Ampak nihče ne upa, ker se boji. Kaj pa, če to nisem jaz? Če to meni ne uspe, tako da vedno vse povabim, da tudi ponudim pomoč, seveda kot mentor. Čutim dolžnost, dam telefonsko, pa pokliči me, češ, zračunam ti, kaj rabiš, koliko beljakovin. Ja, nazadnje sem ene punci sestavil jedilnik in mislim, da v razmerju beljakovin pa maščob je znižala maščoba za 30%, ker veganska prehrana ni tako masna. Tudi jaz pri sami tranziciji, ko sem naredil, sem šel na test krvi in sem imel kot aktivni človek, športnik, rekreativec, kakoli sem takrat bil, sem imel povišan holesterol za malenkost, pol mesec dnevih veganske prehrane pa je v bistvu ta sestra premerjala, pa ni mogla verjeti, kaj pa me spraševala, kaj delam, da imam tako dober rezultat. Super. Same fajna poročila, se pravi Game Changers, to skaj naredil, ker se mi zdi, da včasih so vsaj športniki imeli še kar nekaj predsodkov, ko smo se pogovarjali mogoče s kakšnimi drugimi, ki so tudi sodelovali na podrobnem področju. Ok, pa pejmo še malo na drugo temo. Mogoče kaj menite o odločitvi režiserjev, da v filmu ne kažeta težkih prizorov, ki se živalim vsakodnevno dogajajo v hlevih? Vse večkrat smo že to omenili, še kakšno misel na to? Mislim, ja, verjamem, da bi tisti ljudje, ki jejo živali, to mogli videti, pika konc. Zaradi tega, ker če si ti posredno kriv za to, moraš vedeti, od kje prihaja tvoja hrana. To zdaj bil spet dokumentarc na Sloveniji 2, mislim, da ali Sloveniji 1, kaj se dogaja. Mislim, moramo govoriti tudi o tem, da tudi pridelava zelenjave in sadja je zelo neetična, tukaj gre pa za suženjstvo ljudi, tudi o tem moramo govoriti. Ampak še zmeraj to ni v taki razsežnosti, kar se dogaja živalim, kot so rekli, 92 milijard letno kopenskih živali umre zaradi naših izbir in med 2 in 3 bilijone morskih živali, pa praktično so oceani že popolnoma izropani. Tako da, no, ampak sadje, zelenjava, tudi tukaj je omenjen nota, zelo pomembno je, da jemo sezonsko, da jemo lokalno, Se pravi, danes je moja mami, ki je gledala ta dokumentarec, rekla, da je šla v trgovino in da je videla, kaj je že videla, pomaranče, da so v Španiji in da zdaj ima pa ona dosti tega, ne bo več kupovala španskih pomaranč. Vsega je to že dolga leta, vse, kar je made in Španija, absolutno zignoriram tudi, kolikor se le da praktično mogoče izključno lokalno in sezonsko, kakšne banane, seveda, pa občasno, ampak naše telo, jaz mislim, da tudi z vidika zdravja je pomembno, da tam, kjer si se rodil v končni fazi, ta neka zasnova, da mora biti lokalno in sezonsko in da našemu organizmu to ustreza. Mislim, da ta razvajenost, da mora biti jagode pozimi, pa da mora biti paradižnik pozimi, mislim, da je to res ena razvajenost, ki zelo slabo vpliva na planet in tudi na naše zdravje, ampak še zmeraj, toliko živali, toliko trpljenja, kakor je v industriji, mesni, mlečni, jajčni industriji, to je nenormalno
število živali. Jaz mislim, da si ljudje tega sploh v resnici ne znajo predstavljati, kaj pomeni 92 milijard živali, in poleg tega si ljudje v resnici ne znajo predstavljati dejstva, da je te živali treba nahraniti. Zdaj, če mi imamo resursov pa hrane za 92 milijard, pa se lahko samo vprašamo, koliko te hrane bi pravzaprav v resnici imeli tudi za 8 milijard ljudi, malo 9 milijard, in da je to, da obstaja lakota na svetu, pravzaprav to nekomu ustreza, iz tega nekdo kuje velik dobiček in profit. Se pravi, je to v interesu kapitala, da na eni strani ljudje mečejo gore denarja za to, da hujšajo, in na drugi strani pa ljudje nimajo kaj za jesti. Tako da ta neravnovesje je dejansko v interesu pač profita. Tako da 92 milijard živali mora biti nahranjenih. Ja, sem za, da vsak pogleda enkrat vse v življenju. V varnem okolju seveda, s podporo potem tudi. Tako da podporo nudimo mi, društvo. Tako da pogledajte in... Ja, v izzivu imate tudi v tistih spodnjih delih maila vedno priporočila glede dokumentarcev. V vsebinah namenoma tudi ni kakšnih krutih slik ali pa česarkoli. Imate pa reference, da si to sami pogledate, ko boste pripravljeni. Ja, pač je težko ta balans najti, da se ljudje ne zaprejo, ker vsem nam je to težko se soočiti, da smo nekako to naročali. Ampak ja, z vsakim evrom mi glasujemo za to, v kakšnem svetu želimo živeti. In dobro je, da mogoče, če ni treba, da živali trpijo, mogoče glasujemo za to, da ne. Ja, se pravi, kar se tiče, ja, mogoče tega lokalnega pa vsega, je pa meni edino mogoče malo moteče, ker se velikokrat pri okoljevarstvu v bistvu ful obsesira s tem, da se lokalno, sezonsko in vse ostalo, ampak v bistvu, ko pa daš to na primerjalno lestvico, koliko narediš razliko, recimo je pa vseeno to, da se nekdo odloči za rastlinsko prehrano, pusti živali, neprimerljivo večja razlika, tako da definitivno prvi korak za kogarkoli, ki želi biti okoljevarstven. Potem pa še vse ostalo, kar lahko naredimo, razvijati se moramo, upoštevati to, kar vemo, pa biti boljši. Ampak ena pomembna stvar skozi vsa ta leta je ta, da se ljudje za veganstvo odločajo večinoma zaradi zdravja. To je pač za mene osebno žalostno dejstvo, spet sebični vzgib. Ljudje vedno razmišljajo samo, kaj za njih najbolj koristi. Če bi civilizacija, če bi družba razmišljala, kaj je dobro za vse nas, bi veganstvo, se o tem danes sploh ne bi pogovarjali, ker bi bilo to logičen naslednji korak. Pač ljudje smo v osnovi sebična bitja in večinoma se ljudje odločajo za veganstvo zaradi zdravja. Zdaj, če ti ljudem govoriš, da je pač mesna in živalske beljakovine, da so slabše za zdravje, in potem jim nekje vmes daš to lokalno in sezonsko, ker ne nazadnje, kaj se zgodi z veganom. Vegan, ki gre v to zaradi etičnih razlogov, verjetno tudi ljudje, ki grejo zaradi zdravstvenih, ne vem, ker pač nisem šla zaradi tega, slej prej začnemo gledati, kaj se dogaja po svetu na splošno, globalno, in ne ostanemo samo pri živalih, ampak veganstvo, jaz mislim, da je to gibanje, ki ne zajema samo trpljenje živali, ampak zajema tudi trpljenje ljudi. In ko enkrat postaneš vegan, vidiš marsikaj drugega, kar prej nisi hotel videti, in te začne dotikati tudi dejstvo, da zaradi te obleke nekje nekdo trpi, zato da si jo ti kupil, za 10 evrov, je nekdo jo naredil za 0,50 centov, pa še to vprašanje, če ja ne. Tako da veganstvo je definitivno gibanje, ki gleda veliko dlje in veliko širi, ker med vsemi svojimi kolegi, ki so vegani, sem videla, da je to šlo potem naprej, se pravi tudi v skrb za sočloveka in kaj pravzaprav počnemo, tudi kaj se oblačimo in zelenjava, sadje in vse. Tako da to je nekaj zelo širšega in je neko gibanje za dobrobit pa pravzaprav vseh, planeta, živali in ljudi. Ja, vsekakor. Tako da, si mičkaj bomo o tem debatirali še malo naprej. Mislim, tudi mi pri izzivu več ali manj opažamo, da ko ljudje začnejo
odkrivati te zadeve, pa razmišljati, tudi če so se na začetku prijavili glede zdravja, v bistvu slej ko prej povežeš še ostale elemente zraven. Zaradi tega pa v bistvu je izziv taka fajn priložnost, no? Pač, da ljudem odpremo tudi kakšna druga vrata, za kjer jih prej ni zanimali. Lahko gremo tudi na to misel, no, da se pravi živali, je bilo tudi v dokumentarcu, v zakonodaji v bistvu so nekako dosegle, odvisno v kateri državi, malo se razlikuje, ampak recimo so dosegle status čutečih živih bitij. Ampak ta dosežek je pa velikokrat več ali manj malo zabrisan v praksi z interesi človeka. Tako da, mogoče še kakšna misel na to temo, kako iz zakonodaje. Jaz bi samo z Jadranko strinjal glede sočutja do ljudi, ki delajo v tej industriji. Poznam jih veliko iz mojega življenja in tudi sam sem kot otrok bil žival in ne znam si predstavljati, kaj doživljajo v tem ljudje, ko morajo to delati v tej industriji. Ja, vse ogromno alkoholizma, depresije. Ni fajn, no. Jaz sem v sklopu študija veterine veliko klavniških delavcev spoznala, pa ta glavni spomin, ki ga imam, je, da so bili v ozadju, v garderobah to čisto drugi ljudje, pol tam na klavni liniji, pa kot da bi zamenjal fasado, no. Pač, nekako moraš neko steno zgraditi, da take stvari lahko počneš, pa še predvsem to se dogaja, ne, da se potem, to je zelo nezaželen poklic in zdaj v bistvu se tudi tukaj tista ugodna delovna sila, tisti, ki so v bistvu prisiljeni to delati, marsikdaj pač povejo tudi, da so recimo kakšni, ki ne dobijo druge službe, ker so bili recimo, ne vem, v zaporu prej ali pa kaj takega. Tako da ti ljudje imajo pol res slabe pogoje za življenje, no. In kakor je Jadranka omenila, vse ta področja se povezujejo in če ti ni vse za ljudi, če ti ni vse za živali, karkoli, no, je tukaj neka skupna točka, se mi zdi. Še kakšna misel glede tega? Ok, koliko imamo še časa? Jaz sem pozabila uro. Ok, malo pohitimo. Torej, zakaj gre veganstvo z roko v roki z varovanjem okolja? Večkrat smo se že dotaknili, samo povej nam še kaj o tem. Ja, se te podatke so povedali v filmu, ne, 80% kmetijskih površin zaseda živinoreja, ne samo 20%. Ta del poljedelstva, ki gre za prehrano ljudi, ob tem pa dajejo okrog 15% kalorij, pa 30% beljakovin daje živinoreja, zaseda pa 80%. Tukaj nisem omenil, pa bi jaz omenil en argument, en protiargument, ampak ga bom malo takoj zanikal, da mi ne moramo trave jesti, veliko so travniki in pašniki in tam ne moramo pridelovati žit. Ja, to je sicer res, ampak celo slovenske krave dobivajo približno polovico krme iz njiv, samo polovico dobivajo iz travnikov in pašnikov, polovico pa iz njiv. Iz slovenskih njiv? To pa... Ker še to je problem, ne? Ja, mogoče pri kravah, da je ta delež še kar velik, recimo pri piščancih je delež, pri prašičih je delež, ki prihaja iz njiv še večji, blizu 100%, in pri piščancih vem, da je recimo brazilska soja eno glavnih krm za slovenske piščance. Ta naša slovenska superhrana, ki jo Ministrstvo za zdravje, ne, za kmetijstvo na svoje stroške, na naše davkoplačevalske stroške oglašuje. Tako da, ja, skratka je za pridelavo rastlinske prehrane potrebno bistveno manj površin. Še en drug način, eno so te pač procenti, ki so bili povedani, drugo pogled na to isto stvar je pa, da dobimo preko živali recimo 100 gramov proteinov, moramo te živali dati tam okoli 400 gramov proteinov, ker živali ne proizvajajo proteinov, živali samo predelujejo, ampak z slabim izkoristkom. 400 jim moramo dati rastlinskih proteinov. No in v povprečju, tukaj pa za Slovenijo
nimam podatkov, ampak na svetovnem nivoju, pa verjamem, da v Sloveniji ni dosti drugače, prihaja približno polovica iz virov, ki bi jih lahko ljudje pojedli, torej koruza, krompir in tako naprej, in samo polovica iz trave, sena, paše in silaže, ki jo tudi človek ne more jesti, ampak zraste pa na njivi, torej direktno na površini, ki bi jo lahko človek uporabil za direktno prehrano. Skratka, velike izgube so, tako da tukaj je potem še drug vidik, da je lažje razumeti, zakaj je za pridelati rastlinsko hrano rabimo manj površin, s tem manj izsekavanja gozdov, manj vode, manj pesticidov, manj vsega, ne gre samo za površine, ampak vse, kar je na to vezano. Veliko informacij, če vas to zanima, smo zbrali tudi v prenovljeni zgibanki, ki smo jo pred kratkim izdali lansko leto, mislim, da se pravi vpliv prehrane na okolje. No, smo primerjali pač, koliko se porabi vode, površin in podobnega za enako količino, mislim, da smo na beljakovine ali pa kalorije normirali, v primerjavi pač goveje beljakovine ali pa beljakovine recimo tofuja. Tako da tam si poglejte, imate tudi posod reference navedene, da ne boste mislili, da smo si to nekaj izmišljevali. Pa tudi nasplošno upam, da so vam všeč zgibanke, če želite še kakšne za domov vzeti, sam povejte na stojnici, pa vas preskrbimo, da delite kaj naokoli. Vprašanje naslednje se pa glasi, veganstvo je življenjski slog in ne zgolj dieta. Zakaj? Pa a je kdaj pri ljudeh prepozno za spremembe? Klemen, Jadranka, da je to mogoče povzeti? Življenjski slog, ja. Zdaj se malo pogledam, kako izgledam, kakšno modo imamo, vsi imamo usnjene čevlje, samo jih nimamo, ampak vseeno izgledamo, kako se oblečemo v usnje, imamo ampak umetno, smo to, kaj smo bili prej, Jaz sam sem bil prej v teh metal vodah in usnje je bilo vedno, Geta Grip sicer ni naredil, Martinski so naredili potem umetno usnje. Tako da vsa moda, ki se izraža preko človeka, je veganska, Tako da, če z mano kdorkoli tujec preživi 2 uri, pri prvem obroku ugotovi, da sem vegan, in me začne on spraševati, jaz njega, Tako da življenjski stil se zelo odraža, Tudi ko primeš volan v avtomobilu, se spomniš, da je to bila žival včasih. Kaj je bilo? V bistvu, če je kdaj pri ljudeh prepozno za spremembo, ker velikokrat od ljudi slišim, jaz sem pa že prestal, da bi se s tem ukvarjal, pa vedno malo čudem pogledam, ker? Tvoje mišljenje? Itak, da ni nekdaj prepozno, ampak ljudje smo različni, čutimo vsakem individom in doživlja stvari drugače. Mislim, da je lani bilo v dokumentarcu, da je zelo star človek spremenil način prehranjevanja in je potem tudi uspel v maratonu. Gospod, kaj je ultramaraton, pa še sklece je vmes delal. Še sklece. Tako da res nikdar ni prepozno, res. Jadranka, imaš ti kakšno misel še na to? Ja, da je vedno prepozno ne živeti, In če ti živiš po stvarih, ki so samoumevne, če živiš svoje življenje v skladu s tem, kar so ti drugi rekli, da je dobro zate, da je to normalno zate, da je to naravno, da če živiš v skladu s tem, kar družba pričakuje, se pravi, da ne razmišljaš o stvarih, kot si začela, V stvarih je treba razmišljati, zakaj je to, kar naj bi bilo samoumevno, je to samoumevno za mene. A je to, ker so me moji starši, ki so bili to priučeni, vzgojeni, tako kot smo mi od rojstva naprej v ta sistem prepričan, ki ga imamo in ki mislimo, da je svobodna volja, mi nimamo nobene svobodne volje. To je vse priučeno skozi življenje, skozi šolo, preko staršev, ker je z njimi bilo čisto podobno. Samo potem je vprašanje, kakšen človek si. Če si pa človek, ki se sprašuje o stvarih, ki malo bolj opazuje stvari, ki se dogajajo po svetu in skuša se spraševati o smiselnosti nekaterih stvari, ki so za ljudi normalne, recimo tukaj, ker smo danes na veganskem izzivu, o tem, ali je to normalno, da pobijamo 92 milijard živali, ali je to normalno, naravno, nujno
In potem vidiš stvari, da niso logične, je pa seveda zelo težko jeti ven iz tega, ker ti družba skozi govori, da tako more biti, da tako je od nekdaj, ampak če bi mi res v resnici živeli tako, kot je od nekdaj, bi še zmeraj živeli v votlinah, ne bi imeli tople vode, ne bi imeli centralne, ženske bi bile zreducirane na hodeče inkubatorje, se pravi, če bi mi vse živeli od nekdaj, nič od tega danes ne bi obstajalo, ne? In tudi, ko bi izboleli, bi se ulegli kaj v grm in bi pač počakali svojo smrt, živeli bi do 25 leta ali celo manj, tako da ne govoriti po eni strani, ja, tako je od nekdaj, da jemo živali, po drugi strani pa ves luksuz leta 21. stoletja uporabljati, ne? Se pravi, če smo toliko veliko stvari spremenili, tudi hrana je seveda, jo lahko spremenimo, ne? Ker mi ne živimo več življenja jamskega ali ne vem kjerga neandertalca, ampak živimo življenje sodobnega človeka 21. stoletja, ki se popolnoma razlikuje od življenja človeka, ne vem, 300 let, ajde 500 rečemo nazaj, ne? Se pravi, ni več nobene primerjave, ne? Tudi pač evolucijsko, telesno, pač ni in z razvojem možganov, ne? Bi pa prej si eno vprašanje rekla v zvezi z zakoni, ker se mi zdi tudi to zelo pomembna tematika. Zakoni obstajajo na svetu, govorila bom samo o zakonih o zaščiti živali, o pravilniku o rejnih živali, to so antropocentrični zakoni, ki služijo izključno človeku, da lahko on naprej izkorišča in opravičuje pač izkoriščanje in ubijanje živali. V teh zakonih ni ničesar zapisanega, kar bi koristilo v resnici živalim. In zasledovanje dobrobiti živali, pravzaprav živali od tega veliko nimajo, ne? Na koncu so še vedno izkoriščene in še vedno ubite. Malo lepšim je mogoče, niso mogoče na betonskih tleh, ampak še vedno. Ta žival je hotela živeti svoje nenedivno življenje. V pravilniku za rejne živali piše veliko stvari, ki bi jih mogli kmetje upoštevati, živinorejci, od tega, da mora imeti žival v svoji vrsti primerno okolje, v katerem živi, ampak niti minimum od minimuma ni. Betonska tla nikoli niso prostor, ki je primerno za življenje živali. Ta preselišča, kjer so matere svinje vklenjene ne vem koliko tednov, mesecev, let, tega v naravi to ne obstaja. Ampak zakaj se to dogaja? Zato, ker v tem pravilniku, to je pravilnik, to je priporočilo, zato, ker v pravilniku piše, teleta ne smejo biti privezana, če pa so, se pravi, kontradikcija, ne? Se pravi, sam sebe pravilnik izničuje. Zakaj? Zato, ker je pisan zgolj in za interese ljudi. Zdaj, moram iskreno povedati, da ta vlada se dosti napora daje v to smer, da bi se stvari spremenile. Zdaj je ta prepoved baterijska kokoši, tudi upamo, da bo prišlo do prepovedi, da se kunce, prepelice vzgaja v kletkah, pa tudi namen je, da bi se preselišča ukinili. Tako da veliko naporov gre v to smer, samo problem je, da pač mora biti tudi družba pripravljena, ne? Se potem, ko ljudje, ko so videli, ko je AETP dal ven, kaj se dogaja kokošim v baterijski reji, je bil velik revolt in je bilo takojšnje sprejetje zakona, ne, za prepoved. Ampak to ni zadosta, ne? Tudi ta talna reja, morate vedeti, da ko vam govorijo, da humano izkoriščanje ne obstaja, humano ubijanje živali ne obstaja, tako kot ne obstaja humano posilstvo. Mislim, to je oksimoron in tega se moramo začeti zavedati, ne? Kako mi obesedimo te stvari, obesedimo jih specistično, ne? Se pravi, delamo še vedno razlike na podlagi vrste. Jaz si ne bi želela biti posiljena, nehumano, a ne? In tudi žival si ne želi biti ubita, nehumano, kot humano klanje ne obstaja. In ko vam govorijo ekološko meso, ja, to meso živali niso trpele, seveda so trpele. Toliko masovno število ljudi nahraniti je nemogoče humano, ekološko, kakorkoli. Tudi ekološka pridelava mesa, že to pridelava mesa, mislim, to niso špageti, ne, nekdo je umrl. Ekološka sploh zavzema tudi ogromne količine zemlje, ne, in gozdov posekanih. In zdaj ta trgovski sporazum, ki ga hočejo podpisati in ga bodo podpisali z Južno Ameriko, se pravi, mi sprejemamo dobre zakone, ne, ki grejo v smeri izboljšanja dobrobiti, žal ne še pravic živali,
po drugi strani pa potem uvažamo meso z Poljske, kjer recimo imajo ful slabše zakone. In zdaj nazadnje bomo uvažali meso iz Brazilije in ne vem iz kje, kjer pa sploh verjetno ni nobenih zakonov o dobrobiti živali. Pa se vprašaš, mislim, se mi zdi, da je to pesek v oči, a ne, potrošnikom, zato da se bomo mi lažje, boljš počutili, ko bomo naprej jedli meso. Ah, se to je iz ekološke reje, se to je bolj humano, se to so zakoni. Pač ne. Ko se enkrat zaveš, da ti tega ne rabiš in da res ni nobene potrebe življenjske, da bi nekdo drug mogel umreti zaradi tvoje izbire na krožniku 5-minutnega gurmanskega užitka, pač vem, da je to težko razumeti, vem, da se morajo povezati dejstva v možganih, meni je to jasen. Meni je jasen danes, mi dolg časa ni bilo jasen, da ne da ljudje nočejo ali pa da so žleht. Enostavno ti možgani ne naredijo te povezave. In dokler se ti ta klik v glavi ne zgodi, se ti vrtiš okrog tega in tudi, ko smo, verjetno se je tebi to zgodilo, vama, ne vem, vem, da so vegani tudi danes tukaj, jaz sem dejansko začutila to heureko v glavi, meni se je dejansko lučka ožgala in to skoraj vsi govorijo o tem istem občutku, ki se jim je zgodil, da jim je v glavi nekaj naredili in kot da si spregledal, ne. Tako da ni da noče ljudje, ampak enostavno ne pride do te povezave, zato je pa treba to govoriti. Mislim, sem ful vesela, da obstaja vegansko društvo, da se dogajajo veganski izzivi, da se skozi dogajajo stvari, ker prej bojo ljudje prišli potem do tega aha momenta, ko bojo naenkrat spregledali in ne bojo več padali na te finte, ki nam jih servirajo samo zato da zaradi izkoriščanja živali nekdo mastno bogati, to je dejstvo. Ko bojo začeli pa mastno bogateti na račun rastlinske prehrane, se bo pa trend obrnil, vse je vedno samo v denarju. Super povedano. Me veseli, da si šla nazaj, ker prej nismo čisto odgovorili na to vprašanje, pa mi je bilo malo žal, ampak čas nas preganja. Kakšno vprašanje bomo mogoče spustili, ko sem ga poslala, da ne bomo predolgi, pa da še kdo iz publike lahko kaj vpraša. Ampak mogoče bi vsaj eno vprašanje še glede zdravstvenega stanja prebivalstva. Tekom dokumentarca smo slišali kar nekaj teh osebnih izkušenj, ampak kot društvo se zelo neradi zanašamo na te, ker to je pač subjektivno in vedno gledamo v bistvu izsledke znanosti. Za take trditve se potrebujejo rezultate metaanaliz, sistematičnih pregledov literature. Tako da me zanima samo na kratko, no, kje so zdravstvene prednosti veganske prehrane, ki so potrjene strani znanosti, samo mogoče na hitro, da ne bomo preveč zamudili. Ja, vse to, kar je bilo omenjeno, torej srčno-žilne bolezni, pa potem sladkorna bolezen, debelost, pač kot je tako dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni, pa potem različne vrste raka, pa vnetne bolezni, artritis, luskavica, Crohnova bolezen, tudi nekaj psihiatrične bolezni, no, ena taka, kar je zelo stvar, ki se jo ljudje zapomnijo, erektilna disfunkcija se kasneje pojavijo oziroma v manjšem procentu. Bi pa tudi to, pa še, no, težko zdaj vse naštejem, ampak bi pa komentiral to, kar si rekla, ja, te primeri, ne, ljudi, ki jih vidimo v živo, so zelo fajn za dokumentarce, si zapomnim, ampak to ni znanost, ne. In lahko bi na podlagi tega kdo narobe sklepal, da recimo tukaj sta bila dva primera, ki se jim rak ni ponovil, ker sta prešla na vegansko hrano, tako je bilo prikazano, ne. Dejansko, kot kažejo študije, zdaj ne vem, kakšna je sicer ponovitev raka pri teh vrstah raka, ki sta imeli, ampak z prehodom na zdravo vegansko hrano, to pomeni polnovredno rastlinsko hrano, ne na nek veganski junk food, se lahko recimo v povprečju zmanjša za faktor 2. Torej, če je verjetnost, da bi se neka vrsta raka ponovila, ne vem, 10%, se bo ob prehodu na polnovredno rastlinsko mogoče na 5% to zmanjša, ali pa v nekem raku, ker je 2%, bo na 1%. In podobni procenti veljajo tudi ne pri rakih, ampak pri drugih boleznih. Skratka, ne gre za tako, da če bo kdaj kdo poznal kakšnega vegana, ki je dobil raka, to ne pomeni, da so se tule lagali, ampak to je samo pač statistika. V bistvu
v bistvu je to zelo dober način tudi za preventivo, da do tega je manjša verjetnost, da pride do tega, a ne, da je pa to sam eden od dejavnikov prehrana, a ne, tega se je treba zavedati, tako da veganstvo ni nekaj magičnega, ampak pomaga pa ful. Bi pa še dodal, stališče posameznika je to mogoče bi rekel malo, ok, iz 4% se bom znižal na 2% verjetnost, da se mi nekaj zgodi, ampak stališča države, družbe je pa to ogromno. Bolnice bojo pol manj napolnjene, kar naenkrat bomo imeli dosti zdravnikov, ki jih zdaj primanjkuje, ne. Stališče posameznika, to je malo loterija, neka verjetnost se 4 na 2% zniža, ampak na nivoju populacije pa pol manj bolnikov naenkrat v državi. Ja, saj si želimo, da bi tudi država začela to bolj promovirati. Se spomnim, ko smo bili vsi veseli, kaj je Svetovna zdravstvena organizacija oziroma ta, kako se imenuje za raka, to rdeče meso opredelili kot kako že sigurno, kancerogeno, pa tisto predelano. Ja, en je to v takojšnjem. No, ti smo bili vsi ful veseli, je bila novica, par izgovorov v medijih, potem se pa ni več govorilo o tem. To je tako absurdno, no, kar vidimo, tako da res bi mogli več o tem se ozaveščati, govoriti in podobno. Zdaj, veliko smo že govorili vsem, tako da jaz bom mogoče šla kar na zadnje vprašanje, pa ponudimo še možnost publiki. Kakšen bi bil vaš nasvet za vse tiste, ki so se mogoče danes prvič srečali z veganstvom, so čisto na blef prišli na film, ali pa da so na izzivu, ali pa da o tem razmišljajo že več časa, se pravi, da so nekako začetniki, se spoznavajo. Pa kar vsak nekaj pove, pa damo še vprašanje publiki, pa gremo jesti. V filmu je nekdo rekel, jutri bom, jaz rečem, zakaj ne danes? Tako da, tako je sprobati, če imaš neke zadržke, za katere misliš, so objektivni, torej neka hranilna vrednost tvoja, ne vem, neka posebno stanje, povej, pa se lahko predebatira, pa zaenkrat, če nismo slišali nobenega dejanskega objektivnega zadržka. Če so pa subjektivni zadržki, od teh pa se ne da debatirati, pač imam tu zelo rad sir, da ne morem, ne, pa take vrste subjektivni. Tukaj pa, ja, lahko vsem poveš, ampak se ne da kaj dosti debatirati, to je tvoje. Ampak vsem, poskusi, mogoče bo šlo, pa če ne bo šlo, ne biti prestroj do sebe, nadaljuje od tam naprej, dokjer si prišel, pa ti ni brat, ali pa se potem pobere in greš naprej. Ja, čisto na kratko, začeti čim prej s strokovno podporo, ki je na voljo. Tudi, če se znajdete v stiski, koga poklicati, prijatelja vegana, kar na vegansko društvo, kje lahko dobim podporo, ker mi je hudo, ker moram zdržati brez sila. Babica mi teži, da moram jesti nedeljo, ko vejo župa. Ja, dejansko so takšne težave, ker malo se smešno sliši. Babice so naporne. So res. In to čustveno izseljevanje še posebej, ne? Žal, tako da vso podporo izkoristiti, pa začeti čim prej. Jaz vam sam želim, da se začnete vsak dan spraševati o samoumevnih stvarih in da se začnete spraševati, ali so te izbire, ki jih v življenju izbirate, resnično vaše izbire, ali so to stvari, izbire na podlagi izbir drugih. Tako da pa želim vam veliko uspeha, pa da se zavedamo dejstva, da se naše pravice nehajo tam, kjer se začnejo pravice drugega in med te druge spadajo absolutno tudi vse druge vrste na tej zemlji, ki imajo popolnoma enako pravico bivati na tej zemlji in enako pravico do svojega lastnega enega in edinega življenja. Hvala. Dajte nas čim bolj izkoristiti. Imate 15 mentorjev. Nismo aktivni sam januarja, izziv poteka celo leto, vsak dan odgovarjamo na društvu, na maile. Ogromno nekih dogodkov je, vključite se, pridite še kdaj, dajte izziv za res dati, pa predvsem je to lahko tudi kot nek starter kit vzamete, da potem tudi postanete vegani. Zdaj pa kakšno vprašanje iz publike, mogoče za kakšne 3, če smo zelo hitri, imamo čas, pa gremo pa debatirati v sejno sobo pa jesti. A ima kdo kakšno vprašanje? Dvignite roko. Ali ste vsi ful lačni?
Ali grem jaz s tem mikrofonom lahko dol? Grem lahko dol? Še enkrat Ja, jaz bi vprašal glede te zdrave veganske prehrane. Kot zgleda so tudi trgovci ugotovili, da se veganstvo vedno bolj razvija. In recimo tudi v teh trgovinah Eurospin, Hofer, Lidl je vedno več veganske prehrane. Ampak vse koliko jaz to spremljam pa ugotavljam, je tudi ta prehrana bolj nezdrava. Je tudi malo kemijsko obdelana in bi mogoče tu rad slišal vaše mnenje. Ti izdelki so zelo različni. Eni so kljub temu, da so precej predelani, zelo zdravi, brez dodatkov in z ugodno hranilno sestavo, drugi pa res, tako kot pravite. Tako da ena varianta je, da čitamo etikete, druga varianta je pa, da ne čitamo etiket, pa si vzamemo, kar nam je všeč, ampak občasno. Da pa večino hrane zasnujemo pa na stročnicah, žitih, kašah, zelenjavi, sadju. In v tem primeru pa smo varni. Če boste videli, recepti izziva pač so iz teh osnovnih sestavin, potem so pa te dodatki za tiste, ki želijo. Ampak mogoče je treba res razbiti te strahove glede procesirane hrane, ker marsikdo reče, ne vem, za sojine koščke, da so procesirani ali pa kaj takega podobnega. Pa to gre v bistvu samo za to, da zadevo skuhajo, potem tispejo, napihnejo, pa pač v bistvu kakšen del vlaknin odstranijo. To ni neka hudo procesiranje, tako kot je neko smiči. Burgerji pa tudi, v bistvu, ko se gleda hranilno, so velikrat, so več ali manj, ko gledajo študije, so boljši kot mesni približek. Zdaj, če se odločamo, ali bomo mesnega, ali bomo pa rastlinskega, je tisti sigurno boljša izbira. Lahko se pa odločimo, da nobenega od tega ne bomo, ali pa. Kemija ni nujno slaba stvar, pač zdaj konzervansi nekateri se fajn preveri, preden se da na tržišče, tako da, ne vem, a imate še vi kakšno? Jaz imam eno navado, kupujem, recimo, da kupujem kdaj v Lidlu. Če se izdelek pojavi v moji košarici povprečno enkrat na teden, vklopim ChatGPT pa ga vprašam, če je to dovolj varno za mene, če to jem redno. Imam ful dobre odgovore, res, take nepristranske, zelo dobre. Žal, mi prihranimo čas. Vidiš, to moramo pa dodati v izziv. To je res. Zadnjič je moj mož testiral šunko vegansko, ko smo jo kupili v Avstriji, neko kot lekarn, pa nam še ne obstaja, mislim, da še ne prodajo. In je pa očetko te vprašal, kaj pa mesna šunka, in mu je čisto lepo povedal očetko, da je po sestavi, da je ta veganska različica veliko boljša od čist navadne šunke, da ima navadna šunka ful več obremenilnih stvari noter kot ta mesni nadomestek, kar je tudi mene presenetilo, če sem čisto iskrena, ker sem šla ti strahom brat, ki je opisal, da ne bo moža odvrnil od tiste veganske šunke, ampak je četko res napisal, da je veliko bolj varna in hranilna od navadne šunke. Je pa res, da tam so grahove beljakovine in tako naprej. Tako da, ja, četko je dobra zbira. Še kakšno vprašanje? Imate mogoče kakšne posebne sezname ali pa liste, katere firme se priporočajo, ker je res to, ali mora vsak to vedno znova gledati tole vsebino, je kar naporno. Ja, v bistvu tudi imamo nekaj teh, recimo, ko je v izzivu predstavljeno, recimo siri, imate pa tudi omenjene slovenske proizvajalce, drugače pa ta skupina Moj veganski izziv, tam smo vsi mentori noter, pa tudi priporočamo kakšne izdelke, kaj kdo uporablja, kaj je komu všeč in podobno. Drugače imamo pa tudi na spletnih straneh velikokrat kaj predstavljam, pa danes si boste tukaj lahko poslikali, kaj ste jedli. Drugače pa je treba probati, pa
čim več skupnosti, a ne, pač, da v bistvu drug drugemu povemo, kaj pa ful fajn, pa kaj poceni, pa na ta način. A je še kakšna stran, ki sem jo pozabila omeniti? Mislim, veliko je teh Facebook skupin predvsem, ali pa kakšnih, ja, kanalov. Jaz mislim, da težko je narediti eno listo, ne vem, odobrenih pa neodobrenih, kar je odvisno za koliko pogosto. Vse, kar je na tržišču, si lahko občasno privoščimo. Toliko nevarnih stvari ni, da ne bi mogli, ne vem, občasno, kljub vsem dodatkom, ki so noter. Zdaj samo vprašanje, ene stvari so zaenkrat na mesec, ene zaenkrat na teden. Recimo, za tisto, kar pa vsak dan jemo, mora biti pa res čim bolj osnovno. Je še kakšno vprašanje, še zaenkrat imamo čas, pa res končamo? Ja, res je. V redu, pa najlepša hvala, ker ste nas toliko časa poslušali. Jaz upam, da so vam bila zanimiva vprašanja, pa mislim, da bojo tudi sogovorci ostali še na pogostitvi, kaj pojedali, pa lahko še v živo, mislim, ena na ena, kaj vprašate. Res bi se vam zahvalila za pozornost, ker ste prišli pogledati film, ker se udeležujete dogodkov. Pa upam, da boste uspešno opravili veganski izziv, pa ga potem še nadaljali tudi po januarju. Naše društvo sicer v bistvu je aktivno tekom celega leta, tako da dajte nas dodati spremljati dogodke, dajte se naročiti na novičke. Pa če slučajno so vam naši projekti všeč, dajte mogoče danes se včlaniti ali pa kakšno dohodnino nam nameniti. Veseli bomo tudi kakšne donacije, da bomo lahko takšne dogodke še naprej brezplačno nudili drugim. Tako da najlepša hvala, pojmo jesti.